Ni uspel, ni. Ok, jaz se igra, ali jaz, ne, ko ti začne. Da ti lahko me enkrat sem ti začeti, ko sem pozabila. Kaj, začeti? Ja, ne znam več. Ali jo lahko znam. Zdaj pa to uspel. A se to je čisto lahko razumem. In za vozlat. Ja, za pogled je že lažje. Ne, drugače, jaz sem enkrat kar tako lobunko naredila. Lušte na Prinsko vema, ne? Ja. Se gremo še malo razgled pogledati, pa mu pošli počasi na večerjo. Ne mi menindov. Vse ful lahko, lej. Au. Ja, če rata. No, dokler prijemo nazaj. Se mora še speč pa. Loris. Prej sem sad poslušal to vodo. Jan, vid, a mi pomahaste? Čau. Ste se malo ohladili v senčki? Ja. Pa še ne. Ker zdaj gremo dol po klancu, hvala Bogu, ne več gor. Ko sem predal štrinčo. Lik je dobro. A, kaj ni dobro? Wow. Sploh ne morem biti na miru in snemati. Dejt. Prav, ko čujem to muziko, kar me zastrbijo pod plati, ja? Tebe ne? Ne, ne bi nič plesal. Boljš harmonika ko jabolka? Je boljša harmonika ko jabolka? Probala malo igrati, ker enkrat sem probala, pa me šlo dobro. A ja? Ni naša, veš, je od fanta. Harmonika. Zapojmo na glas. Evo, kdo zna, a? Kaj smo prej zadnji? Ne vem. Ma kako je lepa harmonika. Ajde, prede z mano, tle bomo za publiko. Čakaj, kje obrnem. Mi smo pa plesavke, upam, da se ne vidi, da se nam lepo. Bravo! Ja. Večera se vino pije, ne pije, jer ko ne pije Dalmatinac nije. Kaj, vidva ne znasta te pesmi, ne hodita na šagre, ne? Sta premlada. Dober večer. To je pa sirtakije. Param, param, pa, 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 pam. Wow.
tako malo. Na, 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 na. Tan, tananana. Bravo! Imamo lepo muziko, ne? Priden Lan, ful dobro igra. Pa si videla, kako ima lepo harmoniko, ko jo odpre, boš videla, ima sončni zahod notri. Ful lepo. Ko viš, ko jo ful odpre. Ful dobro. Ja, ful lepo igra, je res. Ajde, boš še enkrat zavriskal? Ja. Je, bravo! Ja, 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 ja. Wow! Zdaj prišel še Franci. Bravo! Bravo, Lan! Osa je, ali muha? Pridi malo naprej. Pusti je primeru. Bolje boste vtepali, bolje vam bo sitnarla, ne? Ok, najprej sem vam dolžen še ene par pojasnil, kako sem jaz začel s to zgodbo preživetja, ne? Eni veste, eni ne veste. Pa bom prav biti čim krajši, ne? Potem gremo pa na samo obrambo, tako da smo rekli, ja?
Se pravi, vse skupaj se je začelo tukaj, nadalje stran, na 10 km ali pa še manj celo, kjer sem bil doma. In v naši vasi, prav živel sem v vasi, nisem imel sovrstnikov, prav toliko stari, kot sem bil sam, so bili samo zelo mlajši od mene ali pa zelo, zelo, zelo starejši. In kaj mislite, s kom sem se družil? Starejšimi, ne? In kaj mislite, da so me naučili? Same neumnosti. Mes pa tudi kaj pametnega, seveda. Tako da, recimo, vsako nedeljo se v skrinji ukradli kost mesa, smo ga odnesli v gost, tam smo zakurali ogenj, da se meso odtajalo, vmes smo odigrali na košarko, pa še zgledal tako, da smo na izveleki obesali en kolinski obroč od enega kolesa starega, da je naš koš. Čakali, da se je meso odtalilo, ga spekli, pojedli, še eno odigrali, pa smo šli pa na pravo igrišče v Šentvit prstiči, to je 2 km stran, peš hoja, ali pa s kolesom, kakorkoli. In smo še tam pol eno košarko odigrali na pravem igrišču, s pravo željo, kako mora biti. Potem sem prišel v srednjo šolo, sem srečal še 3 sebi enake, oziroma sebi podobne, meni podobne. In smo se odločili, da gremo za 3 tedne brez hrane na Koroško, takoj prvi počitniški dan, za 3 tedne. Veš, koliko je to dni? 21 dni, tako, brez hrane iz trgovine. Veste, kaj se je prvi dan zgodil? Ob 7 smo bili dogovorjeni, na avtobusni postaji v Ljubljani, glavni, in pride kolega brez spalne vreče. Kar za 3 tedne boš ti brez spalne vreče, kako? Jaz sem jo pozabil. Ok, zdaj ni časa, da greš iskat, kakorkoli ti je sposoben svojo, to nam ve, samo je svojo posodo. Pa jo vzame, gremo na bus, se odpeljemo do Kamnika, gremo dol z busa, gremo na drug avtobus, do Solčave, gor do Koroške, gremo do kakorkoli. In ko se peljemo v Solčavo, ga jaz vprašal, kje imaš pa ti mojo spalno vrečo? Pozabil na busu. V Kamniku je bila. Se ko itak mi ne boš niti vrnil, ker ne bom več najdel te. Kaj je bilo? Tamle. Kaj je tamle? Noč, uno leze po Fuj, to noga. Ja, to je pač narava, to ni fuj. Kako ona te preče, ona je fuj človek. Kakorkoli. In ta fant, kaj se je zgodilo, je po 2 dneh zjutraj prišel do mene, tako da je na 5 metrov potegnil nož name, rekel, pricel te bom. Komu sem se zbudil, pa ne bodi tečen, se po svoj nož vam potegnil, se to pa te pritisem, on je s tebe zrihtel. Kaj, se rekel, ne bom dovolil, da mi kar nekdo grozi z nožem ali pa da mi bo, brez da se branim, kar na luknju z nožem ali kaj. Mislite, da bom dovolil? Ja, mislim, kdo pa bi? Bi vi dovolili, da bo kar nekdo? Ne. Skratka, hvala Bogu, ni bilo prelivanje krvi, to je gumijast nož, da ne boste v strahu. Zato ga pač držim za rezilo in, gumijast. Kaj? Ja, ampak kljub temu vam lahko nekdo oko stakne, toliko pa je trd, da vam oko vam porine ali pa nota, Ni to gumijast spet, lahko tudi, če v rebra dobiš, tudi kar zaboli, Če te nekdo špikne, Tako da ni to igrača, to je za trening, To so prav trening noži, En je še tukaj. To je pa komek. Kako? Kot sablja. Kot sablja. Ja, podobno,
pač tak ima še boksera, ne, da lahko še, potem lahko še kaj s to špico, a ne, narediš, Steklo. ali razbiješ steklo v avtomobilu, a ne, če rabiš. Pač, kaj zabiješ žebo, ne. A ne? Ja. Zakaj pa ne? A pa obrneš okrog, pa tako zabiješ žebo, ne? A gre? A? Seveda gre. A sem pokazal, da gre? Ja. Počas bi šel, ne? Če je mehka podlaga, če gre že bo noč, seveda, ne? Če boš armiran beton tolkli, ne? Če bo šlo kaj noč. Ne? V les pa v kakšno mehko steno pa seveda ja. Ok. Kaj se je pol zgodilo? Se pravi, on je potegnil nož name, jaz nam ga nazaj, da bo dotečen. In so se nekaj časa pregovarjala, a ne? Pa grda beseda, pač se veste, kako je to bilo, a ne? In potem sta pa šla ona dva kolega do vsakega od naju, a ne? En do mene, en do kolega. In smo šli malo narazen se prehoditi, ne? So prav, da je umer se, ne? Tako kao umer se, pač kdo je začel, kdo je prvi potegnil nož, ne? Jaz ne bom gledal, da me nekdo napade ali pa Bog ne da kaj poškoduje, ne? Pa sred gozda, sred Koroška, na 1200 nadmorske višine. 10 km radiusu ni bilo žive duše. Ni bilo ene hiše. Kakšna urgenca. Mi smo bili vse peš. In tam sred hoste, da se nekdo nekaj poškoduje z nožem, a ne, ni enostavno. Ne? Sem imel že izkušnjo, ker mi je bratranec po nesreč mojega brata z nožem v roko špiknil v gozdu, a ne. Spet dolga zgodba, ampak takrat sem obe roke tiščil z napolno močo, ne. Ker je pač mu zapičil nož not in ven, a ne. Tak kratki, kuhinjski, za gobe čisto, ki smo šli po gobe, a ne. Pipac. Ja, ni bil ta preklopni, kuhinjski za zrezke, pa kunta osta. Kratek. A veste kjer? Okay, ja. No, tak kratek, a ne? Ampak dolga zgodba, bom pol povedal, ni za javnost. Pač to je bilo. Skratka, brat je preživel, ste ga videli, a ne? Tako da, hvala Bogu. Je imel pa kar oran krano, a ne, izstopno, a ne, torej izstopno, karkoli. Skratka, in še žile prerezane, tako da... Ja, seveda, ne, moj nož porinil not, pa bom potegnil me še prerezal, kar se je dalo, ne. Ja. Poto ga je boksen, pa ne bratranec po nesrečen, nisem po nesrečen. Pa dolga zgodba, ja. Spet dolga zgodba, no, kakorkoli, jaz sem bil pa kriv za vse, ne. Zakaj? Kaj? Ona dva sta pred mano, vam bom zdaj povedal, ona dva sta pred mano hodila in sem rekel, da jih bom prestrašil, tako da bom čez njih vrgel en velik, težko palco, da bo padla pred njima dole, ne. Seveda nekaj metrov naprej, ne. Ene 5 metrov, da bi padla, dum, ej. Jaz primem eno palco, jo zalučam v zrak, a ne, da bom vrgel čez njih. Super. Ej, kaj se ni ta palca zaletela gor v eno krošnjo, v eno vejo enega drevesa in pada direkt bratrancu na glavo. Še dobro, da ga ni ubil. Še dobro, da ga ni ubil. In bratranc mu gleda mojega brata, brat sploh ni vedel, zakaj gre, ne? Ga malo čudno pogleda meni in sem je ful daleč nazaj, prav, nisem prav. Sem ga videl, kaj je razmišljal, ne? Kdo ga je udaril, ne, po glavi? Ali brat ali jaz? Ne? Ti. Ja, v bistvu sem ga jaz, ne, v bistvu ga je una veja zahakljala, pa je padla, da nisem ga namerno, ne. Vrgo sem jaz. Ampak ga nisem namerno ciljal, da ga bom zadev v glavo, ampak sem še z njega dejansko vrgo, ne. Vse šlo se po načrtu, dokler se ni zahakljala veja gor. In potem je pozabil, bratranec ima nože po roki in je hotel boksati mojega brata, ne. On je pa sreč blokiral z roko, da je tako naredil in dolgo tle notu pač tle notu. Ja, boljše, da ne sem dolgo. Boljše, ja? Znaš, kako je to špricala kri? Nočete vedeti, jaz pa star koliko sem bil. Brat je bil 3 leta mlajši, je bil enih 6, jaz je ene 9, ne? Kaj je tukaj mladi sem? Ja, kako pa? Starši pa na 1 uro stran na njivi, krompir pobirati. Pa tebi. Pa preden smo mi iz gozda prišli, pa do ene sosede, ki je bila vsa opita, ne?
Preden mi je dala eno ruho, pa tista ruha je bila takoj krvi, v momentu je bila krvava. Mislim, da bo znala kaj bolj pomagati, ker sem sam pa se pol kar jaz tiščil za tisto rano naprej. Mene je pa med rokami kriven špricala. Koliko je močno srce, to je ful pritisk. Ful pritisk, res. Kaj tebe je? Mojega brata. Ti se moraš malo pa življenje, da nisi krvavil. Ampak jaz nisem vedel, da takrat vzameš pas pa narediš prevezo. Ne, niš, živ je. Bi lahko. Ja. Mogoče nima pasa. Ko? Svoj pas bi lahko vzel pas za vezo. Ja, ima takrat si ga imel. Jaz sem v šotoru pas. Takrat nisem imel pojma o tem, ne? Prosti moj zakon. Jaz nisem imel pojma o tej prvi pomoči, ne? Zato vam to mogoče povem, da boste se zavedali, da lahko pride tudi kakšne resne neumnosti, ne? Ne hote. Ne hote. Ne namerno, ne? Bertrand ni hotel mojega brata z nožem poškoditi, pozabil, da ga ima v roki. In je naredil, ko je naredil 5 stanke, pa v Bosni je šel še nož zraven. Je pa 1 leto starejši, 10. Jaz 9, pa brat recimo 6, mislim, ne. Plus minus, ne. Vse se je rešil, hvala Bogu. Tako da, skram, te stvari so tako. To niso igrače, smo rekli. Ni pa to orožje, ne? Nož ni orožje, ker pol bi nam rekli, da smo vsi boženi, ker imate vsi kuhinjske nože doma ali pa take drugačne nože. Ste do zob oboroženi, ker imate ful nožev, vsaj te za edini pribor, ne? To je nož. Ja, noč zamazati maslo je najbolj uporaben. Ja, no. Je orodje. Ga imate? To je orodje, ne? Vse pri pištolah. Lahko pa iz tega tudi seveda naredite orožje, ga zbruste, nabruste pa je ostar. Ali pa ga prelepite na palco, pa je kot sulica. Tako, točno tako. To je pa možno, ampak to je še vedno orodje, s katerim nekaj dosežeš. A hočeš ujeti žival, hočeš. Ne govorimo o tem, da se med sabo poškodujemo, ne govorimo o preživetju v naravi in ne o nekih smo, če ne bi preživela, ne? No, daj, povej, zakaj je nož sploh povlekel. Dobro vprašanje, ja. Zakaj mislite, da je kolega nož povlekel danes? Ker je bil lačen. Ker je bil lačen, ja. In lačen si. In kaj je bilo še poleg tega? Nima spalke. Bravo. In kaj to pomeni? Se ni naspal. Toplote. Se pravi, je lahko spal ali ni spal? Bolj slabo, ne? Sej smo imeli ogenj, ampak bomo ogenj ugasnil. Pa kaj bi treba pol narediti, če ti ogenj ugasnil? Boš vstati? Moramo ogenj speči. Naložiti na ogenj, si tu ležati nazaj, počakaš tiste pol ure spet, da pogori. Malo zadremaš in pol te spet zazebe, a ne? Se spet zbudiš in moraš spet na ogenj, če ti drv zmanjka, jih moraš še izkatiti, a ne? Obruzi tam po gozdu, kaj? A ste naredili kakšen bivak za, a ne? Za na 4. Ja, obvezno nikoli nismo spali v šotorih. Nikoli. Izziv, a ne, da ne smete. Kdo bo šotor še sabo vlekel človek, veš? A ne? Mi smo imeli že tako toliko opreme, smo pretiravali, a ne? Žaga, sekira, veš, to smo. A ne? Danes, če me vprašate, glejte, takole, pa je nož, pa se mi je super. Pa ima boljši bud. Čim manj. Ampak, takrat nismo imeli znanja, a ne? Zdaj pa imamo znanje, pa vemo, da se da mogoče kakšne bližnjice poiskati, pa tako naprej, a ne? Takrat pa tega nismo imeli toliko. Seveda ja, ampak ne pa v vseh pogledih, a ne? In je bil resen izziv, a ne? Jedali smo, kaj bi rekli? Gobe. Nobenega sesalca nismo ubili, a ne? Jedli smo kaj? Kobilice. Odsvrte kobilice, ja. Ribe, gobovo juho vsak dan, ja. Dobro si si zapomnila. Smrekov čaj. Torej, sred poletja si je treba vodo predkuhati, če niste na izviru vode, ne? In mi smo bili zraven potoka. Fantastičen lep potoček, ki je na izgled bil verjetno tudi dejansko čist, ne? Ampak nikoli ne veš, kaj je gor
gor vodno se reče, a ne, potopeno vzgor, lahko kakšna žival noter leži poginula, a ne, kakšen srnak je prišel vodo pit, pa kaj je kap rukala, pa je tam poginul, a ne, in pa se pošle muhe, pa črvički, pa bakterije, pa, a ne, in pa se to z vodo dol prinaša, mi pa to zajemamo, pa veselo pijemo. Kaj rečete, je to pametno? Nismo jih filtrirali, kot sem rekel, ker je izgledala res bistra in ne vem, od česa bi bilo tam lahko sploh dejansko usrana. Važen pa je, da smo jo prekuhali. Ja, pošlo to Če je bila kakšna bakterija, noter smo mi vodo vedno prekuhali, se pravi, smo jo vsaj zavreli, vrgli noter, pazi to. Kaj se zgodi, če imate vi samo vrelo vodo? Ne kar na kakšen način. Mi smo vodo zavreli, seveda na ognjišču, v kovinski posodi. Sprašujem vas, kako ohladite tako vodo? Oziroma, kako pijete tako vodo? Vročo, vrelo, kako? Počakaš, da se ohladi. Počakaš, da se ohladi, ti si pa čist na koncu. Dehidriran do konca že čist, komaj še živiš, ti boš pa čakal, da se ti bo voda ohladila. Bravo, v mrzlem potoku, če je hladen, kot toka, da tam to vrelo vodo probate nazaj ohladiti. V vodi, date posodo v vodo in vam ona ohladi to. Kaj pa še boljša ideja? Da si skuhate čaj. Vsi z lahkoto spijemo, malo vroče, zelo toplo čaj, kukor zelo vroča ali pa zelo toplo vodo. Eri, imate rajš hladno ali toplo vodo? Čaj pa je ceno, lahko je ledeni, lahko je vroč, Lahko je pomembno je, mlačen. da vi vaše možgančke malo zafrknete, jaz rečem temu. Pa če piješ to, ti bo tvoje telo mrzlo. Kako? Ker če piješ ti toplo, se bolj čez nekaj ure naredi mrzlo tvoje telo. A če v vročini piješ toplo? Ja. Ja, tako kot arabci, v Afriki dole, pijejo vroče napitke, ne hladne. Zakaj? Ker se čez nekaj ure hladijo. Da vam kar povem, zaradi prevelike telesne temperature, torej, ne prevelike telesne temperature, ampak razlike v temperaturi med zunanjim zrakom in torej telesno temperaturo. Se pravi, če je vroče, pa mi pijemo hladno, ali pa jemo sladoled, je ful stopinj razlike. Se pravi, če je zunaj na soncu 50, mi pa jemo zmrzlen sladoled, se pravi, ima minus, je tu skoraj 50 stopinj razlike. In to je za telo šok. Ko vi razgreti nekaj hladnega date v telo, je za telo to totalno šok. Vse vam paše, ampak za telo je pa zelo težko. In takrat, če je vroče, se svetuje, da pijete tople napitke, mlačne, bo telo bistveno lažje se skupaj predelalo, ker če mora pa še hladno tekočino segrevati, pa ima že tako vroče, pa ni to. Se ne ohladimo nekaj baš, če samo nalivamo nekaj hladnega vase, pa smo na vročem. Moramo se drugače zaščititi, se pravi proti soncu, se zaščite kako? S tem lahko naredimo bivak, se skrijete na posencu, pa je zaživete, ali pa s kakšno ponjavo, z astropolja lahko se zaščite proti soncu, če date srebrno stran navzven, boste varni proti soncu. Puste ose, prosim, pri miru, samo kogarkoli. Mi se samo branimo. Torej, če ste napadani, vi ali vaši družinski člani, takrat odreagirate tako, kot bom pokazal. Drugače bo ne dej. Ali ste to razumeli?
Kaj sem rekel? Da če edino, če spijo, Če tebe ali pa tvoje družinske Če so življenjsko ogroženi, takrat lahko uporabite vse, kar premorete, lahko rečemo, ne? Da zaščitite sebe in svoje bližne, družinske člane, še enkrat povedano. Ja? Boste dovolili, da bo vašega starša nekdo začel pretepati ali pa kakorkoli, ali pa, ne vem, brata, sestro. Boste nekaj ukrenili, a ne? Če ne drugega, boste vsaj policijo poklicali, saj imate vsi telefone, a ne? A nimate? Ok, vse, hvala Bogu, kakorkoli. Ampak, boste nekaj ukrenili, ali kaj, boste samo gledali? Ja. Jaz smo še prej kino bomo gledali. Kino bomo gledali. Kino boste gledali? Skratka, da ne bo narobe razumljeno, še enkrat ponavljam, a ne? Te veščine so samo obrambne in so ruske. Ja, ta veščina se imenuje rokopašni boj, pomeni boj z golimi rokami po rusko, oziroma po slovensko. Torej, to je več kot 1000 let stara veščina, borilna veščina, ki še vedno ni agresivna, ni napadalna, a ne? Je pa samo obrambna veščina. Kako se obraniti, kako je ena stara mama na njivi se obranila pred 10 Mongoli na konjih z loki z vsemi možnimi. Jih je z eno motikco tako razmontirala, da sploh niso vedeli, kje so doma. A res? Ja, in to so znali v Rusiji. Od takega, kot si ti, ali pa še dojenčka spet skoraj, pa do 109 let. Vsi so znali to. Vsi. To je bilo obvezno znanje. Gre pa za fiziko 6. razreda. Več težkega. Kako? A zdaj ni več? Sorry. Mi smo imeli v 6. A ne? In fizika 6. razreda pomeni še lažje kot v 8. Ali to je razumljivo? Se pravi. Logično vam pa je najbrž, a ne? Da je verjetno manj zahtevna bila v 6. kot v 8. Da je verjetno isto, da ne vem. Tu smo stati. Kakorkoli. Gre za vzvode razne, a ne? Veste, kaj je vzvod? Ali pa ročica. Poznate? Prav, če hočete en velik kamen prestaviti, da ga hočete prekotaliti nekam, kaj moramo narediti? Nekaj podstavimo, a ne? Če je to skala, podstavimo in tle pritisnemo na ročico in tle z lahkoto dvignemo težko vzmet. To je airsoft pištola in je prazno, oziroma se oproščam, ker je bila namerena mogoče v tebe, kolega, po nesreči. Mislim, hotel to. A smo se razumeli? Mi nismo karate, mi nismo ne vem kaj, da gremo kje pa enega začnemo pretepavati. Če nas pa kdo stisne v kot z nožem, s pištolo na čelo, s palcem nas napade, na ulici vas ropa, karkoli, pride v stanovanje, pa vas nekaj hoče štrapirati, Vrtaš ga v mori. Nimaš drugo izbrati. Zdaj tako, boste rekli, recimo, ko bomo govorili o pištoli, profesionalci vas bodo zrihtali nadaljavo, če bojo hoteli. Amateri bojo prišli pa preblizu vas ali pa kakorkoli. Se pravi, če je zdaj nekdo s pištolo tako daleč, kot je zdaj Žan, jaz njemu ne morem nič. A se razumemo to? On mora priti v mojo bližino. On mora priti najprej v mojo bližino, da se jaz lahko sploh branim, drži? Če nam on lahko neke razdalje pokne in padem dol in to je to. Ali pa z ognjiv javnim krogom, ne? Hecam se. To je mogoče, da zraven
Ja, Ni šans. je mogoče. To gre tako hitro, da ne moreš. Lejte, mislim, da so to že poskušali. To je mu šlo čez roko. Ne, da ste šli napraviti kakorkoli, vse se da, no, vse se da nekaj tudi predvideti, veste. Kje bo krogla pristavljen, tako naprej, če pač puška umirjena. Ne morem. Takrat, ko naredi poki živce. Ni nujno, ne? Veste, da Odvisno, kjera pištola. odvisno kakšna hitrost krogle je, ne? Imamo različne kalibre, imamo večje, imamo manjše, imamo večje zrna, torej večje krogle in manjše krogle. Manjše so seveda hitrejše, pa zaradi tega manj učinkovite v smislu teže, ne, fizike, udarca, ne. Drugo je, če streljate vi na tarčo, ampak boste imeli pri lahkih kroglah težave z vetrom. Če boste uporabljali teže krogle, boste imeli manj odstopanje zaradi vetra, če boste Sam grejo tudi počasneje. streljali ostrostrelske tekme, pa kitatske. Ja, morate tudi veter upoštevati in čas krogle, ki je v zraku in vse skupaj. Pustimo zdaj to. Dolžino cevi, korak navoja, ne, in tako, pustimo stati, kakšno polnjenje, kakšna studnika, je hiter, počasen. Skratka, in kup enih faktorov je, ne, tudi sam jaz se ukvarjam s tem, tudi sam polnim streljivo, ne, za puške ali pa za pištole, ne, jih imam in vem, da... Ja. Vsi imam vsa dovoljenja za polnjenje streljiva in za orožje kotlovec, ne. Sem pač lovec, ne. Sem tudi licenciran vodnik za ogled medveda v naravnem okolju, ne. Tudi v medvedu se bomo nekaj poučili, ne. Zato bo naš pa na hlačah pa. Ja, veste, zakaj imam medveda? Mares. Kdo bi rekel? Sem tam piše. Včasih je bila tačka. Ja, sem mislil, gospod, imate pasjo šolo, se bo dobro, ne prepoznate niti medvedove šape. In pa sem dal silhueto medveda, se vidi, da je to medved? Ja. Ali pes? Pes. Ne? Pes. A bolj pes, kot medved? Če bi bil malo manjši, bi bil pes. Ja. Je medo, a ne? Ja. No, zdaj nimam teh težav, če imam pasjo šolo, prosim. Jaz vem, kako se pravi, če te nekdo pride z blizu pištole. Narediš se, da te križ boli, pa se vržeš po tleh. Aha. In potem te na potljaku se veš. Ja, saj je res. A imate medvedjo šolo? Zakaj je medved v logotipu? No, kot sem že rekel, včasih smo imeli šapo od medveda, pa ni bil najbolj posrečeno, ker je pač, kot sem rekel, ljudje niso znali to razumeti, tako kot sem si že jaz želel, a ne? Da bi to malo bolj prepoznal, zdaj sem predal medveda. Zakaj medved? Medved je pri nas največja zver v Sloveniji, govorimo, ne? Pa tudi v Evropi. Je res? Ja, kaj pa drugi, naprimer, v Aziji največji zver. Jo, ni me vprašati, to imaš pa kakšne gotovo večje, Google. kako? Google. Ali pa še ti piše. Kakšne tigre in tako naprej, ne? Ja, ja. Sladi. Ja, malo večji. Google. Jaz sem enkrat videla tačo medveda po tleh. Si videla? Sled. A veste? Ja. Dobro. Zdaj, da ne bomo šli na 100 tem, se bomo probali držati ene teme, a prav? In gremo k osnovam same obrambe, a ne? Zdaj, za še boljše razumevanje bi bilo dobro, če bi vam pokazal, recimo, kakšen je bojni ples. Ruski bojni ples. Bojni. Da bi vi videli, s kakšno lahkoto ti vojaki, bom rekel, plešejo. A v bistvu so to kate. Veste, kaj so kate? Ja. Katejo jih to uno, ker pač na slepo se boriš z nevidnim sovražnikom, a ne? Oni pa enako samo da plešejo zraven. Prosim lepo? Ne, da se ne dvignejo noge, razen pri brcah. Seveda se dvignejo noge, skratka, poznate uno, ko
plešejo v počepu, pa brcajo, ne? Poznate to? Ja, ono, ne, Ja, sem začop. pozabil, a si pozabil, ja, ono je brca. Poznate? Ja. Oni so to na sedlih delali. On je še gor na sedlo in ko je prišel mimo Mongola ali pa mimo sovražnika, je samo skočil iz sedla gor, naredil špago v zraku in dva sovražnika zbil z konja dol. Kar smejte se. Niso oni kar tako. Ja, sem. Veste, da jih nišče še ni porazil, a ne Rusov? Ne, nišče jih še ni porazil. Jaz sem četrtina Rus, pa moja sestra. Me veseli, lej, kakorkoli, ampak ne bomo zdaj politično se pogovarjali, jaz sem samo govoril, odkje ta veščina, ki sem jo sam treniral, ne, izvira. To, da boste malo razumeli, da to ni kitajsko, to ni ameriško, ampak rusko. No? Amerika so bolj takoj premaga. Ne bomo o politiki, kolega. Ni to samo obramba, ampak je že politično. A ne? Politika, vera, pa covid se ne pogovarjamo tudi na našem taboru. Jasno? Jasno? Jasno. Beli dan, dobro. Prosim. Če pleše balerino, pa samo brcne. Je zelo šipek, se pravi otroški lok, ne, se pravi se ga relativno lahko napne. Eno pravilo pri lokih vedno obstaja, se pravi, da nikoli ne spuščamo tetive na prazno. A ne, se pravi, da bi napeli pa spustili lok brez puščice. Kaj se zgodi? Lok se vam bo zlomil in vam bo krak loka udaril v glavo. Zaradi vibracij. Prav, vedno mora biti tetiva obtežena s puščico. Okay? To je zelo pomemben podatek. Kaj je ti? Kaj je ti? Drugo pravilo. Imamo za tak lok obstajajo lahko lesene puščice z kovinsko konico, a ne, in gosimi peresi, s pravimi gosimi peresi, ki so umetno obarvana sicer, a ne, ampak so naravna. To so prava peresa, a ne. Zakaj je eno pero obarvano drugače kot ostali dve? Ker ga moraš nameriti. Da ga pravilno postavi. Da ga pravilno postavimo, torej da pravilno postavimo puščico v lok. Kako pa mora biti to zgledati? Da ona gleda gor. Ta, ki je drugače obarvana, mora gledati stran od loka. Stran od loka. Namreč, če bi gledala proti loku, namreč tukaj vidite, imamo tako zarezico na koncu puščice, ja, ki sede v, takole pride potle, ne, noter v tetivo, zataknemo, ne, tako. Potem pa primete, se pravi, samo s temi tremi prsti lahko držimo tetivo. Kako? A pa mogoče tudi znemo. S tremi. Je lažje, si močnejši. Ne? Zakaj bi se mučil z enim prstom, če lahko s tremi? V tem primeru vidite, da ima puščica tako narejeno, da jo malo objamete. Malo, rahlo. Zakaj ne močno? Če bi močno tiščala, ne? Kaj se zgodi? Vam jo tlele ven vrže. To naredite pol. To je dobro. Postreliš. Ta puščica ne gre tja, kar vi želite, ja? Gre v kakšnega soseda ali pa kolega, bog ne dej, ne? In kaj še pomembno, da nikoli ne obračamo loka s puščico proti ljudem ali živali. Razen, če ste na lovu, ne? Ampak lov z lokom v Sloveniji je strogo prepovedan. Strogo prepovedan. Na Hrvaškem lahko lovite, a ne? Z lokom. Zato, ker je zakon o divjadi in lovstvu velja pri nas. In je pač po zakonu prepovedano. Kako naj vam drugače povem? Če nekaj je prepovedano, to potem ne smete delati. Če je pa dovoljeno, oziroma ni prepovedano, pa to lahko počnete. In ker je izrecno prepovedano, tega ne smete početi. Drži? Kdaj je bilo dovoljeno? V preteklosti zagotovo, ne? Ker ni bilo strelnega orožja, ker so lovili še z loki, ni bilo nič posebenega, ne? Lov z lokom.
Potem, ko je prišlo pa strelno orožje, pa optike, pa daljnogledi, pa boljše puške, boljše naboji in tako naprej, je pa bolj etično, da žival pogine v ognju, rečemo lovci, a ne? Kot pa da se še moči in izkrvaveva še pol dneva nekje, ne? Ker ste s preslabim, torej z napačno puščico lahko ustrelili, zakaj to govorim, ne? Če vi vzamete klasično puščico z konico, pa greste na divjad, pa jo ustrelite recimo srno recimo lahko tudi v srce, a ne? Kaj se bo zgodilo? Puščica bo, sprav, če smo zadeli v kožo, bo predrla kožo, a ne? Bo šla noter v telo in bo stala takole noter, a ne? Kaj se je zgodilo? A ta žival krvavi? Ja. Zelo malo. Zakaj? Zato, ker je puščica zafilala luknjo. A ja, ona bo zbežala, spuščica. Seveda. A to je pa boli. Ja. Kaj pa bi ti šel z veseljem s kakšno puščico v telesu? A vam je to etično? Pa se mislim, da je A je to humano? A je to lepo, spoštljivo do živali? Zato je prepovedano, ne? dobro, razen če si res izurjen. Če si izuren in če imaš pravilen lok, pravilne puščice z lovsko konico, se pravi, mora biti 3 žiletke tukaj gora, ne, taki široke. Zakaj? Ravno zato, da ko puščica prileti v telo, da prereže kožo, da naredi veliko vstopno rano in če prestreli še izstopno, a ne, da žival hitreje lahko izkrvavi. Potem pa ni več samo luknjica, ampak so kar orang luknja nastane potem, a ne. Bom pokazal te lovske konice, a ne, tem lokom. Je že vse pripravljeno, puščica v ležišču, pravilno obrnjena, a ne. Lahko držim, kot sem rekel, s temi 3 prsti, s prvimi členki, ne s temi ta drugimi. Ne s temi ta drugimi, ampak s temi prvimi zagrabite, vidite. Malo rahlo objamemo. Tako. In hodim po gozdu. Lovim, a ne. Hodimo peta, zunanji rob stopala, stopalo. To boste danes zelo rabili še, ker se bomo šli krajo zastaviti, a ne. Boste rabili potihan hoditi. Ja? Se pravi, glej zdaj to. Boste videli mene, pa bom dokazal, da se da marsikaj narediti na to temo. Samo malo. Hodim. Torej hodim in kar naenkrat recimo zagledam zajca ali pa ne vem, karkoli, a ne. In brez da bi meril, ste videli, brez da bi karkoli meril, spustiš puščico v tarčo, v cilj. Če zadanete v A4 list, a malo kakšen A4 list tukaj? Ja. Na kratki razdalji. Prav ta, s tem lokom nič ne merimo. Prav, čim hitrej oddate strel, a ne? Namerite, hop, hop. To je sredina. Ja? A ste videli, da sem ki meril, pa karkoli počel? Zdaj ga pa ne more odpihati. Zdaj je preheftana, ne? A vredo? Dajte listi, strga, dobro. Poslušaj, imamo pa še eno drugo puščico, a ne? Te so malo bolj profesionalne, so iz aluminija in na teh puščicah lahko menjate tudi konice. Na to puščico lahko date lovsko konico. Se odšravpa ven, vidimo. Bomo kar pokazali. Ja, težko je. Lepo. Ne poloravo, da se lahko rači Ja. Mogoče pa probi tam. Dajte na čestnik, ne moraš reči, ne znam vse ključne resa, če boš vse. Veste, to brije. Ti noži brije, to je kot žiletka.
Se pravi, je date takole gor, pazite, da se ne porežete in je puščica pripravljena za strel. Ali lahko probate glavo z to zadnje? A probamo? A? Vas zanima? Ne rad. V drevo! Zakaj pa v drevo? Kaj vam je pa drevo naredilo? Ja, Če bom zadev, bom pa zadev, pa kaj če bom. Pa bo na pol. Bo pa vsaj dober video. A? Bo pa vsaj hud video. Pa vsaj hud video, se pravi, hop, hop. A to se bolj zapeči. A ste videli, kakšna lukenca je pa zdaj ratala? Pejte stran, da se ne bo kdo špičil. A je čisto širina. Ne vem, kar lepa, ne? Veste, kakšna lukta pol rata na srni, a ne? Spre. Kaj pravilo? Pa lahko skrvavi, ja? Prej, ko je bila pa samo ta pučica, je bila pa samo lukenca, a ne? O ja, sve sto šlo obedve kar 6. A vedno jo moraš odšravati. Ja, Ja, ker drugače opa, noče ven. prosti mi kolega. Pejte nazaj na svoje mesto. Pazi, pazi, pazi. Zdajte paziti, prosim. Lepote gor po škatli, prosim, pa po konicah lej. Ja, upam, da ne bi našli torej. Laris, bolj se bo klet tvoja noter zapičila. Liki je gori. Na kmeta gori. Na kmeta. Ej, samo eden. Denis, samo Denis gre lahko iskat. Pazi čez cesto, ko bo šel. Dokot je šla? Pa neki tam na uve zdravi. Pa si to 2 kosa prinesi oba. Pa bi nas ne Kaj pa je bilo? Jaz sem rekel. Kje jo vidiš ste vi? To pastir ali ne? Dela. A gremo lot čez? Ne. Kaj pa iščete? Kam je pa šla? Tam neki je. Bolj dol. Kaj lahko tudi jaz? Kaj mu nagrem pomagati? A gremo jaz pomagati? Koliko je rekel? Eden je rekel. Konica, seveda, a ne, če lovski so lepo navarmeni, da se ne porežete v ščitu, a ne. In ko greste na prežo, primete lok takole, vidite, da ga sploh ne držim v roki, a ne, praktično. Da ne držite tako kot enega, ne vem kaj, sam stoji v roki. Pa vidite, kakorkoli ga obračam, on stoji v roki sam. Kako? Zakaj? In ko vlečem, vidite, da tukaj v eni točki lete gor škripec. Postane čist enostaven. Prav, jaz lahko zdaj tle pol ure držim takole. In mi ni nič težko. Zakaj? Zato, da čakam, da se mi žival pravilno obrne, a ne? Ko se mi bočno obrne, spustite puščico na njo in pač ustrelite, a ne? To je otroški lok, zato da lahko vi posprobate, nikakor pa ne spuščate na prazno, a ne? Pač vzamete puščico, date gor, imate zelo hiter spet
rdeče pero obrnjeno navzgor, ne? In potem lahko čakam, ne vem, 1 uro takole ali pa pol ure, ne, da se mi žvalkica neko pravilno obrne in pak. V vrsto. Ti ideš v vrsto. Kaj jaz sem tukaj? A si videl, v zadnjem položaju ga lahko držiš skoraj pol ure, a ne? In prosim vas, res ne na prazno spustite, da ne bo komu kje v glavo. Jaz sem glih prav, ko imam glih za desno nazaj. A čutaj, A? kar skoro. Dobro, ne? A? Poglej, z enim prstom bi lahko držal na koncu, je res. To je prednost tega compounda, ne, teh škripčev. Oh my god. Svi dodajo. Dobro, ne? Kako mi teže? Ne, ker je otroški, to je ponovno, ne? Jaz sem bil na enem taboru fen in pač je bil animator, je prinesel tako močen lok, da je šel čez drevo. Ja. Bil močen, da je pustil slačen. Ja, sej. Sami ne streljamo čez drevesa, a veš, mi imamo tarče. A je to mongolski lok? Bravo, še malo, evo ga. A? Si videl? Ja. Bravo. Dobro, ne? Dobar občutek. Kaj pa tega fura? To je pa stabilizator ene vrste. Kdo, ne? Tako, malo višji primi, tako da se ti tako. Pa kar močno, tako. Pa sila, kako enostavno držiš pol proti. Kaj pa če ostale nategneš? Ne, samo ena je ta prava. Veš, one ostale so povezane, da greš čez kličejo, vidiš? Bravo, evo ga. Skrivac res ful bolj pomaga. Ja, pomaga, zelo. Evo Mija, probi. Kar z 3 prsti najprej potegni, pa boš pa lahko z enim držal v zadnji. Tako? Evo, zdaj pa lahko nekaj držiš. Pa si videla, pa ti je potegnil naprej. No? Evo, le z enim prstom lahko držiš, ne? Sam ne spustiti. Odlično. Tako? Tako. A si videl? Z enim mrtvim prstom. Ale, koliko ti zmanjša širina ramen? Noge so usporedne, ne stojite kot pingvina, ne smo rekli, ker se lahko zvrnete na nos. Ali pa padete nazaj. Malo veter pične pa vas prebrne. Naredimo palec pa mezinec združimo, zato da nam ostane ti 3 prsti. Greste pod puščico, roko stegnete, ne rabite zdaj ful močno držati, jo stegnete in vlečete s to kostjo do ustnega kotička, torej ta kost na vrhu palca. S to kostjo prijete do ustnega kotička, torej do tukaj, in pol od ustnega kotička do mojega uhla vlečete nazaj in vmes sprožite. Vedno enako pridem do ustnega kotička, namerim in potem vlečem nazaj in kar naenkrat spustim. In gledam puščico, kako leti v tarčo. Temu se reče follow through. Če tega ne boste naredili, ne boste zadeli cilja nikoli. Če boste vi že lok, prej ste že skoraj odložili, dal dol ali kakorkoli, boste že puščici spremenili smer. Kolega vedno reci, grem tja, tarčo popraviti, nikoli ne skačeš pred orožjem. To da gore, ker zdaj vse je spazeno, ampak kljub temu, nočem, da je kdo proti loku obrnen, oziroma. Kako smo rekli, se pravi, 3 prsti pod puščico, tako boste tudi vi streljali z unimi loki za rezultat, se postavite. Bočo smo rekli, lahko napenjate od vrha dol, tako, ali od spodaj gor. Prav, imate tako. Ste videli?
To ne se 12 ni. Ma kje? Ne moreš, zato ker mi ta jeziček spremeni smer. A lahko probam nekaj na tem dekatlonu? Lej, zdaj bom ustrelil z otroškim lokom, vašim, tem, ki boste vi streljali. Za tiste otroške Tega tam puščice. stav, prosim. Zdaj bom eno tole puščico ustrelil z tem lokom, a ne? Pa da vidimo, kaj bo. Popravil bom. Kar dej. Kolegice, pa boste mogli za rezultat streljati, da ne boste pol debelo gledali, da nismo povedali. Spet, palec, mezine date skupaj, primete pod puščico s temi prvimi členki, ne s temi ta drugimi, ne držati tako, pa pol tako spuščati puščice, a ne? Vi morate to tako narediti, da vam, torej da spustite cek, a ne? Cek, spustite puščico in gledate, kako leti v. Spravi, ko namerite, si povlečete puščico tako, da potegnemo do tukaj, smo rekli, in potem, ko nam tetiva prekrije puščico, se pravi ta črna špaga je tetiva, a ne? Ko vam prekrije puščico, takrat imamo mi smer. Potem pa samo gledamo konico puščice in z njo še višino potlej korigiramo. Najprej namerimo v desetko, a ne, v center s konico, a ne. In če vidimo, da smo preniski, pa prvem strelu bomo potem ciljali malo višje, ne. Prav vedno potem naredimo korekcijo. Zdaj bom jaz naredil prvi strel, da vidim, kam mi to nese. Vedno enako merimo, a ne. Kaj je boljši kot? Se pravi, zdaj sem malce visok, pa malo v levo, ne? Ampak je dosti v redu, ne? Boljši kot dekatlon. Ja, ampak tu so spet otroški loki, pa vi boste na one puščice streljali, ne? Se pravi, spet na plev, namerim, spustim in v isto točko kot prej. A? Skoraj, malo bolj. Kar daj. Oh my god! Pojdi stran od tarče. Stran od tarče. Jaz sem itak sodnik. Ej, ne hodi pred tarčo stran. On je za zdaj nič 7, James Bond. Ja, zato pa imamo vajo. Jaz sem nič. V redu. Kar daj, kar daj. In Lara še ni. Kje te pa razstrela? Lahko oba naenkrat. Lahko ti te pa rumaj. 8. Ej, a ti si strelaj za Lara, kar pripravi se pa streljaj. Kar daj. Ok, Maj. 8, 6, 9. Ja, malo bolj stran stopo tarče. Jaz si Aj. gledam 9. Ja, Zdaj dam dol, ne? lahko ja. Sej zdaj še vadimo, še ne pišemo.
potem bomo zares. 899 imam. Počakaj, da se umakne. Ok. A boš kaj povedal? Ja, da je tabor v redu in hrana je ful dobra. Je. To pa, ko čujem, da je hrana dobra, pa veste, ne, to je balzam za mojo dušo. Mar, tebi je dobra hrana? Zelo, wow. Ti kaj boš povedal? To je naš najbolj navihan fant na taboru, da ga predstavim. Boš kaj povedal? Preveč počepal. Preveč počepal, ja. Je mar razgrajal, pa je delal počepe. Ampak danes si pa ful priden, ne? Moramo reči mami, da pa danes si je pa vzoren. Evo naše ovčke. Vsakič, ko gremo hoditi, nas lepo pospremijo. Ne, Mart? In mi si gremo igrati zastavice. Ja, izločite jih, a ne? Črne majice zločen, zastavica gre nazaj. Imamo zastavico. Ok, končano. 1-0 za prvo ekipo. Gremo na svoje mesta. Rumena majica izločen. Končano. 2-0 za prvo ekipo. Črna majica izločen, spodnji. Modra majica izločena. Bolj nazaj zastavica. Predaleč ste šli. Mimo zastavice ste šli.
Až koliko si se dobro skril. Ja, če boste na mestu stali, ne boste nikoli najdli. Še tle proti meni pridite pogledati, ne? Sprav med obema bazama je. Med vašo pa med njihovo. Bravo, končano, menjava strani, 2 proti 1. Menjava strani. Kar do njega, zastavica se ne sme premikati. Bela majica izločen, zastavica gre na Ej, izločen si. Izločen si. Zastavica gre nazaj. Modra majica izločen, David. Pija. A Mija, izločena. Hitro teci nazaj. Kera? Črna majica izločen, spodnji. Ja, bravo. Bravo, Lara. Bravo. Bela majica, izločena si. Lara, izločena si, žal. Hitro teci bazo, da se novi 3 vrnejo. Dajmo spodnja ekipa, zdaj ste sami. Dajmo se premikati. Črna majica izločen.
Bravo. Končano, sestavica prije nazaj. Črna majica je izločen. Oranžna majica je izločen. Rumena majica, izločena si. Izločena si. Izločena si. Ja, gleda, da je rumena. Za roke se držati. Črna majica, izločen si. Izločen si. Počasi, počasi, počasi. Ne, ej, počasi. Imamo zastavico. Imate jo, ko pride v bazo, nič prej, Janja. Zdaj jo imate, ja. Čestitam. 3-2, končano. Siva majica izločen. Zelen pulover izločen. Črna majica, pa koliko vas je? Ej, izločen si bil, kolega. Koliko vas pa je v igri vas? A ste 4? A? 3? Izločeni ste vsi 3. Izločen si, kolega. Črna majica je izločena. Ti, ja. David, izločen si. Ja. Siva majica, izločena. Nima se premikati. Zelena majica, izločena, ja. Gremo. Počas, počas, počas. Ej. Drži ga za roko. Končano. Zbor na prvi bazi. Žan, zbor na prvi bazi, prosim, poberite vse nahrbtnike. Še enkrat. Bravo.
Sliko. Aha, to pa ni bil moj Geri, to je bil pa petelin od sosede. Tak, ki nam je dala ringlo. No, tudi on je ful velik. Wow, da pokažemo. Kakšen lep šopek. Pravi poletni šopek, a? Je lep zahod, ne? Tako malo prikrit. Na Belovnem gradu smo bili mi.